predvsem to, da si ti zaradi tega boljši človek, da ti s tem nekomu pomagaš na kakršenkoli način. Mene vedno ganejo zgodbe, ko po koncertu, ko imamo kakšna druženja, pridejo do mene ljudje in to so različne generacije in mi rečejo, ne vem, meni je pa tvoja glasba pomagala pri tem pa tem, zaradi tvoje glasbe ali pa zaradi, ne vem, tebe, ki si nekaj povedala v javnosti, mi je to lažje. Meni se zdi to fenomenalno. Dajmo ljudje si med sabo pomagati, dajmo si na svete, dajmo biti dobri en do drugega. Marsikdo bo zdaj rekel, kaj je pocukrana. Pa ja, pa sem pocukrana, pa kaj bolj. Danes se ob skodelici kave družim z eno naših najuspešnejših pevk. Alja, lepo pozdravljena. Hvala. Lep pozdrav tudi tebi. Vesela sem, da se zopet druživa, tudi nazadnje sva se družila ob skodelici kave. Sva se, ne? Ja, glih prej sva da je na 2 leti Ja. nazaj nekaj takega menda, ne? Približno. Tudi takrat sva lepo klepetali, tako da sem prepričana, da je tudi danes pred nama en tak lep klepet. Slovenčanke na kupu, to je lom. Tako da se že vnaprej upravičujemo, če bo kakšna narečna beseda. Ja, pa sej vidim, da nas je kar veliko zdaj naokrog, tudi med podcasti, ne, ali pa voditelji, ne vem, vedno več je Savinjčanov takšnih, ki so v ospredju vidni in jaz verjamem, da ljudje se bojo počasi naučili savinjsko. No, se tako tudi ne govorimo, ne. Mi, da smo kar tu, ne? Ja. Tako da razumeli bodo. Ja. Da mi povej, glede na to, da se druživa ob skodelici kave, kakšno kavico danes piješ? Brez kofeinsko z riževim mlekom, drugače ne pijem kave. Mislim, zelo redko, ker se mi zdi, da sem že nasplošno dost energična. To pa si. In opažam, da se mogoče včasih kar trest začnem. Ne? Res? Če popijem navadno kavico, tako da zeleni čaj, ali pa kakšna čikava, kjer je guarana pa te stvari, ali pa brezkofeinska kavica. No, to pa še. Teda vseeno ti je še okus kavice všeč? Ja, to pa itak. Se mi zdi, da to je pa nekaj, kar nam od otroštva ostaja. Se mi zdi, da, ne vem, ta spomin, ko je babica zjutraj ali pa mami ta prvo skuhala kavico. V džezvici. V džezvi, ja. To je še vedno najboljša kava, ne. Ta von, ne vem, to je otroštvo. In pa, ne vem, von kakšnega mleka pogretega ali pa, ne vem, jaz nasplošno vse, kar se dogaja v kuhinji, me zanima. Zelo rada imam kuhinjo in kuho in vse, kar je v to smeri. Tako da imaš zelo lepe spomine na otroštvo, vidim. Ja, mislim, vse veš, so takšni in drugačni, ne. Zdaj, kar se tiče pa doma, mi je najlepši spomin vedno na to, ko se je kaj kuhalo, peklo, tukaj se vedno zraven klun prestavila in vedno poskušala kaj pomagati pa gledati, kako se dela. Čeprav vem, da sem vedno bila dost nestrpna, se mi je zdelo, da kar kakšna stvar predolgo traja. Ne? In vedno me babi in mami sta me pač ošteli, kao, ne, dej se malo nauči, da boš bolj nekako si vzela čas za neke stvari, ki tudi trajajo, ne. Tako da to se še vedno zdaj malo učim, no, moram priznati. Pardon. Ampak spomnim se, da sem bila toliko neučakana, da sem enkrat mami imela rojstni dan in sem ji želela speči keks, bila sem 2. razred. In seveda, jaz pametna, jaz se nisem pač posvetovala z babi ali pa ne vem, ne, pač jaz itak to imam, ne, jaz bom to zdaj spekla. In vem, da se čist na robe recept vzela, skratka. Jaz vsa vesela, oblikujem kekse, konjička, mene pa mamico, pa srčka, pa rožico, prav spomnim se. In tam to pečti, itak so se zažgala. In pa tek še čun, da nisi hiše zažgala. In vem, da je mami pa prišla domov in je probala te kekse in se je skoro zobe zlomila. Pa mislim, da tudi sladki niso bili, neki bili slani, v glavnem. Skratka, lej.
Poizkusila si, ne? Ja, drugače pa ne, mami, ko boš tole gledala, saj tudi ti si zdaj na zadnje naredila pecivo, pa si ga solila, ne? Ni bilo nič od njega. Si ga probala? Ja, ne, povedala je, veš kaj, nič ne bo, ker sem vse solila, namesto cukra. Včasih je tudi trud samo važen, ne? Ja, in verjetno, vedno. Ko se otrok spravi v kuhinjo, je verjetno mami to največ, kar ji pomeni, ne? Itak. Neko presenečenje. In meni se zdi, da res kuhinja povezuje, še vedno, evo, meni je najlepše ob kakšnem prazniku, da se z mami dogovorimo, da bova nekaj skupaj pripravljali. To, ne vem, ko so rojstni dnevi, so vedno prenaznani zajtrki in to taki, kot pač se spodobi. Ne? Recimo, da mami praznuje, bom jaz že ob 6. zjutraj šla do nje. Oči bo seveda to vedel in bom pripravila mizo in vse bo res tipi topi, to, kar ima ona rada. Rožce nabrala in potem dam muziko, ampak jo vključim šele, ko ona stopi v kuhlo, tako da pač ne sumi, ne, nač, in pol je to praznovanje. Ne. Potem res obožujem december, obožujem praznike, ker mi je nekaj najlepšega, da lahko skupaj pečemo kekse ali pecivo, ponavadi kekse pečemo. No, zdaj pa problem je pa decembra edin to, da sem jaz res zasedena, jaz imam tudi med tednom koncerte, ne sem vikende, pa še glasbeno šolo mama, ne svoje, še tam ful enega dela pa ni sneman. In se nam je lani zgodilo, da sploh nismo mogli skupaj peči keksov in smo jih potem 6. januarja popravili izpit in smo imeli kao božični večer ponovno. Pa si dobro, drugače uno januarsko zatišje, ne? Ja. Mi, da ste pa imeli tam božične kekse. Lej, mi, da smo se znašli. Pač mami je vedno zako, mami je take lude ideje. Ej, ful dobro. Kako je pa drugače izgledalo tvoje odraščanje v muzejju, v mal manjšem kraju? Kakšne imaš pa na to spomine? Veš kaj, muzejje včasih je bilo dosti bolj konzervativno, kot je zdaj. Se to mislim, da bi lahko pravzaprav vsak rekel, glede na to, da je zdaj v zadnjih parih letih vse šlo res v čist više sfere, od, ne vem, če gremo čist basic, ne vem, infrastruktura, nasplošno dogodki, da ne govorimo o miselnosti ljudi, ne. Zdaj, jaz sem odraščala v oficirski familiji, ne. Vsi vemo, da je to odraža nek red, disciplino, tudi če je moja mami bila še vedno tukaj ven štrlela, ne, oči moje se je valjda tega kar dosti nalezo, ne. Ampak mami je bila pa čist, ona je res, pač, ne ti meni govoriti, kaj je zdelala, jaz sem to ful po njej. Pač ja, imam rada nek red, ampak lej, jaz se bom odločila, kaj bom. Po svoje. Tako. In sem imela v bistvu vedno proti utež, ne, ampak vidim zdaj, zadnje obdobje ugotavljam, da se mi je to ful primlo. Po očetovi bolj strani. Po očetovi strani. In to. Ja. Je res, da sem slišala doskrat od moje babice, ja, ker vsega se lotiš, pa nič ne dokončaš, ko sem bila otrok, ne. Jaz verjamem, da se ona mogoče malo premalj zavedala, da sem le otrok. Otrok poizkusi to, poizkusi ono, ampak sistem, v katerem je ona živela in tudi takrat še naš čas ni dopuščal glih mogoče spet toliko fleksibilnosti, ko je zdaj. Takrat se pač, tisto, kar si se lotil, si mogel dokončati, ne. Tudi, ko so ti dali za jesti, si mogel do konca pojesti, če nisi več mogel, ne. Tako. Kar je starš rekel, je bilo zakon in nisi imel mrdanja tu, ne. No, mama mi je pa, hvala Bogu, videla v meni tisto mogoče, tisto umetnico, ki, ja, saj nisem spet toliko stvari poizkusila, ne vem, res je, da sem hodila na dramski krožek, pa zboru sem hodila, dobro, to sem ga tudi dokončala, plesala sem, ne, recimo tam do svojega 5. razreda, tudi hodila sem v plesno šolo. Ampak pol sem se pa nekje tako fiksno v 5. razredu se mi zdi odločila, da pač ne, petje je to. Že? Takrat? Ja. In se mi je zdelo, da pač je to res, to ni bilo,
ene šanse, da bi me kdo sploh od tega odvrnil. Vedela sem že kot otrok, da je šov biznis za mene. Tudi mama je to zelo hitro ugotovila, ker jaz sem prepela cele večere. Večeri so bili moji, a ni zanimivo, ne? Ja. Takrat jaz zaživim. Pa tudi zelo hitro sem kot otrok že posnela za celo Jugoslavijo reklamo in je vse skupaj se kar začelo odvijati, no. Ampak spet ne, moramo priznati, da ker sem živela v tako majhnem kraju, jaz sem bila pač kot otrok ful živa, tako neustavljiva. Ja, pač jaz imam to v glavi, jaz to bom in jaz sem se kar s Toršicami zmenila, zdaj bom jaz, ko boste imeli dogodek, bom jaz z mojimi puncami, ki sem jih od 2. razreda naprej trenirala ples. Bom jaz kar se bom pač bi z njimi me nastopale, ko boste imeli kak dogodek, ne. Mimogrede, te punce so dobile od mene načečkano pogodbo, da morajo resno hoditi na plesne vaje. V disciplina. In je moja mami se dolgo smela, reka pa, a ti veš, da to ne bo v redu, pač punce ne bodo, to je male, tak ne moraš ti tako resno zahtevati od njih. Ne, če bojo plesale, pri meni bodo one resno vadne in smo imeli skozi vaje. In tiste, ko njih vadila, pač ni mogla več plesati, grozno. Ampak tako sem imela v glavi, da moraš biti profesionalna, moraš ti zdaj pa reči tik pred ne, ali pa zdaj pa ona ne bo vadila, pa moš le nastopati, pač ne gre to tak, ne. Viš, si že imela to v sebi, ne? Ampak je pa res, da okolje, v katerem sem živela, je to drugače sprejemalo, ne. Jaz sem bila outsider, jaz priznam, tudi mami me je oblačila dost v žive barve, že ko sem bila majhna pa to. In tudi to ti je ostalo? Tudi to mi je ostalo. In se je dogajalo, da so pač otroci, ker so videli, da imam neko smer, so me začeli dol tiščati, ne. Kar je psihološko gledano, ne. Zakaj ona zdaj misli, ne, da bi pa zdaj ona lahko, kaj pa si misli, ne. Sej, zdaj imam glasbeno šolo in imam otroke od 6 let, pa imam tudi 60-letne, ki niso otroci, ampak zdaj vidim to psihologijo in zdaj se jaz trudim, da jih učim, da dovolijo drugim biti drugačni, da to sprejmejo in da zaradi tega nimajo oni nič manj. Mogoče sem res rabila to v življenju izkusiti, zato da zdaj, ko imam otroke v glasbeni, bolj dajem velik poudarek na ta psihološki del dojemanja drugih, neko to obnašanje do sovrstnikov, ful veliko se pogovarjamo, no. Zato mi je ful pomembno in res jim dajem čim več svojih izkušenj, ki sem jih dobila kdajkoli v življenju, ker pač vem, kako je bilo in tudi vem, kako je začeti. Jaz nisem imela nobenih poznanstv, jaz nisem sploh vedela, kako se te stvari streže, čeprav sem imela nek notranji občutek, jaz pa vem, ampak jaz nisem nobenega poznala. To je bilo, kaj jaz vem, kako zdaj začeti, ja ne vem, pač. In jaz zdaj poskušam mlajši generaciji pomagati. To sem pa že zdaj velikokrat ali prebrala, ali pa tebe slišala reči, da se zelo v bistvu daš poudarek na življenje teh otrok, da jih na nek način vzameš za svoje. To so moje otročki. Mi smo res taka familija. In tudi, ko imajo nastope, ne vem, me kar solze preteče, ko vidim nekdo, ki se recimo toliko se je bal nastopanja, pa se opogumi in naredi to potezo, gre na prvi svoj nastop in res lepo zapoje. In jaz kar podoživim to, te občutke, kako je bilo meni, ko sem bila toliko stara. In pa se vedno trudim, da je vsi ostali, jaz imam recimo res ogromno otrok in ko so nastopi, jaz vedno vztrajam podpirati en drugega, ko en od nastopa, aplavz, žvižgite mu, dajte mu občutek vrednosti in res, ko v bistvu pa to doživljam skozi nastope mojih otrok v glasbeni, ti povem, da res dobim solzne lučke, ker res tega nisem imela. Jaz pač res, da bi imela podporo, jaz sem dobila podporo kvečjemu šele tam v 1., 2. letniku in se spomnim, da ko so mi rekla sošolke, nekaj sem si pela, pa mi je rekla na sošolka, te Ale na glas zapoj. Meni je bilo toliko narodno, si upala na glas zapeti, ker sem vedno doživljala,
pač, pa kaj misliš, da si, ne? In pol sem rabila prav res sem bila ful iz tiste samozavestne punčke, ki je tam do 4. leta, razreda, 3., 4. razreda, bila samozavestna, pol je šlo pa to itak po gobe, ker je bilo preveč prešarja, preveč pritiska. Sem pol zopet ratala toliko introvertirana v tistem obdobju, 1., 2. letnik, ampak sem toliko hvaležna vsem sošolkam in sošolcem v tem obdobju, da so mi nazaj povrnili neko samozavest in dali toliko ene ljubezni, da prav ne morem verjeti, res ful sem hvaležna, ker pa sem pa začela jaz na polno delati. Ja. A si imela kdaj mogoče potem srečanje s temi sošolci iz osnovne šole? Sem. Vsi smo super. Itak, lej... Mogoče se kot otrok ne zavedaš tega, kaj nekomu narediš s temi komentarji. Definitivno ne. Jaz sem to srečo, ful hitro znam spustiti stvari. Zato, ker pač imam toliko vizij, toliko delam, toliko imam dogajanja v življenju, da jaz se nimam časa ukvarjati s tistim, kar ni. To je v bistvu baje kar vrlina, ne. In je res, da tukaj je bilo malo več rukzaka, ne. Malo je bilo za predelati. Tudi vem, da me mami, zelo v bistvu prvič javno povedala. Zadnjič mi je tudi mami to povedala, jaz povedala nisem. Prvič mi je mami povedala, da me je v osnovni šoli peljala psihologu. Čakaj, kam si me peljala? Kaj? Sploh ne vem. Je rekla, ja, ker si nujno rabila pogovor, ker je bilo toliko hudo, ne. Res. Ker jaz sem se jokala, preden sem mogla v šolo, to je bilo res grozno. Nikoli nisem vedela, a se bodo sploh pogovarjali z mano, ali ne. Tako daleč je že prišlo, ne. Potem je šlo pa še za fizično nasilje, kasneje 7., 6. Potem sem se pa v 7. prestavila, ne. Veš, ko gre pa enkrat za fizično nasilje, pa vso tvojo samozavest, v bistvu tvoj bit uničijo, veš, to je pa tako grozno, da to pa res nikomor ne privoščim. Zdaj smo pa čisto zajadrali. Čisto smo zašle iz lepih spominov, ampak tudi to je del. Jaz to zdaj jemljem kot res eno šolo, jaz sem zaradi tega zdaj toliko močnejša, toliko boljši človek, toliko znam zdaj pomagati mlajši generaciji spet. Ker vem, kaj sem takrat šla skozi, ne. Čez kakšne strahove, čez jeze do sebe, da nisi nič vreden, da nisi dovolj dober, do te fizične neke podobe. To je bilo toliko ene jeze, da to predelaš in da najdeš v življenju potem nek smisel, da pa si nekaj vreden, ne. Se verjetno je šlo pri nastopanju tudi zato, da sem ves čas hotela se dokazovati, jaz sem vredna, ne. V bistvu sem pa srečna, da sem imela to, ker mene ves čas me je glasba reševala. Ves čas. Jaz brez glasbe ne bi preživela. Sem ravno včeraj se domov vozila zvečer in sem spet mami poklicala, ponovadi jo vedno zvečer pokličem in sem rekla, a veš, koliko hvaležna sem, da mi je dano, da imam glasbo, da je to moj v bistvu način izražanja, moj filter, sprostijo se frustracije, lepe misli, lepi dogodki, vse prefiltriraš, ne. In sem rekla, veš, mami, to je ena taka nuja, tako bi se res rabo skašljati, ampak tudi kadar imaš dobro za skašljati, ne, tudi o ljubezni, tudi o pravzaprav vseh segmentih, ne. In to te res zasrbijo glasilke, to moreš, enostavno moreš. In to, da jaz dejansko vsak dan pojem, je meni blagoslov. Jaz sem ful hvaležna za to. Pa verjamem, da niso vsi pevci tako, da to čutijo, ne? Eni bolj intenzivno si predstavljam, ne? Eni malo manj verjetno, ker to, kar zdaj ti govoriš, je res. To je to. Ja, je. Jaz se to zavedam in res sem vesela, da je tak in da najdeš vse res tisto, za kar veš, da si poklican in za kar veš, da je res 100% za tebe in da zaradi tega, predvsem to, jaz vedno gledam, predvsem to, da si ti zaradi tega boljši človek.
da ti s tem nekomu pomagaš, na kakršen koli način. Mene vedno ganejo zgodbe, ko po koncertu, ko imamo kakšna druženja, pridejo do mene ljudje in to so različne generacije. Mi rečejo, ne vem, meni je pa tvoja glasba pomagala pri tem pa tem, zaradi tvoje glasbe ali pa zaradi, ne vem, tebe, ki si nekaj povedala v javnosti, mi je to lažje. Meni se zdi to fenomenalno. Dajmo ljudje si med sabo pomagati, dajmo si na svete, dajmo biti dobri en do drugega. Marsikdo bo zdaj rekel, kaj je podcukrana. Pa ja, pa sem podcukrana, pa kaj bolj. Če pa to pomeni, da sem podcukrana, pa sem. Jaz verjamem, da ljudje lahko lepo živimo, brez da je tukaj zraven kakršnakoli negativnost, da privoščimo en drugemu, da si pomagamo med sabo. Evo, zdaj boš lahko kjerkoli glasbenika vprašala, jaz sem vedno pripravljena pomagati. Pa si izmenjujemo številke, pa si, ne vem, podajamo neka mnenja, pa izkušnje, pa en drugmu kaj izrihtamo. Ne vem, meni je to nekaj najlepšega. Jaz sem najbolj happy, da, ne vem, lahko enemu mojemu kolegu, glasbeniku, uredim nekaj, kar si je ful želel, ali pa mimo grede nekaj izrihtam, kaj s tem čistek na random, ne. Ampak verjetno se potem tudi isto počutiš, ko želiš kakmu prijatelju, ne zdaj v tem tvojem fohu, v tvojem delu, a ne. Vedno, pač nima veze, vse za mene so, jaz tukaj ne delam nobenih razlik, veš, mi smo tudi normalno, več se družimo z prijatelji iz mojega foha, ne, zato ker smo mislim, jaz sem zelo malo doma, ne, čeprav mi dom ful veliko pomeni, ampak moji prijatelji so večinoma iz tega sveta, ne. Zato, ker imamo veliko skupnega, zato, ker delamo iste stvari. Razumete se, ne? Ja. In so tudi kateri, ki so mogoče malo v drugo smer, ampak še vedno so v nekem tem vibu, razumejo, da imam malo časa oziroma, da si ga moram zorganizirati, da imam kar naprej koncerte, vikende ne moram, jaz večinoma iti, mislim, ne grem zdaj nekam kar takno. Ponovadi sem pa takrat rada doma, ne. Zdaj, ko si rekla, da nimaš veliko časa, a te je mogoče to tudi spodbudil temu, da si naredila v življenju malo čistke in ljudi in dejavnosti, da si bolj začela dojemati, komu hočeš posvečati čas? Definitivno. Jaz imam res izbrane ljudi okrog sebe, pa ne narobe razumeti, jaz imam zelo rada ljudi, ti, kjerkoli me srečaš, ne vem, jaz bom imela čas, si bom vzela, res ni, a veš, res rada tudi komuniciram, obviously. Včasih se moram prav malo zavedati. Dejala, malo bo tih. Naravna govorka. Ampak ja, definitivno si izbiram ljudi okrog sebe. Ampak po pravici povedano, meni je pač number one, mi je familija. In če pogledaš moje klice, boš videl večinoma klice mami, oči, familija. To mi je vse. Pač kaj lahko več, ok, se prijatelji tudi. Ampak smo vsi toliko zasedeni, se pokličemo. Hvala Bogu zdaj tudi za socialno mrežje, čeprav otroci pametno s tem ne pretiravati. Mislim, vsi se tudi sebi to govorim. Pametno s tem, ker to lahko toliko zabluziš, to je, sploh nisi prisoten več pol v okolici, to je brez veze. Ampak skozi socialno mrežo se tudi načeloma zelo povezujemo, ne, prijatelji, kolegi. Ali pa na hitro vidiš, kaj se mu dogaja, to, da si malo na tekočem, če se mogoče ne moreš slišati vsak dan. Ja, no vse to. Jaz pa ful rada recimo vidim, da ne vem, kako kolega, ne vem, na Filodvoranu ima dober koncert, pa vedno komentiram, wow, čestitke, skozi to, no. To pa tudi pa veliko njemu pomeni, pa tebe verjetno v sreči. Jaz upam, da, zato ker, a veš, velikrat se sprašujem, se veš, ljudje smo si različni in jaz tudi verjamem, da kroži med glasbeniki skozi neka ta šola, tiha šola, ja, jaz moram biti kao cool, ne, jaz moram furati ego, ne. In pol, to je meni v bistvu iskreno ful otročje. Pač razumem te začetniške egote, to razumem, ker ne vejo, kaj sami s sabo. Ampak
pol kasneje se mi pa zdi, če je lahko ena hollywoodska zvezda ful preprosta, tule v eni mali Sloveniji, se pa povzdiguje na druge, na kakšen način sploh. Ja. In jaz verjamem, mene dosti psihologija zanima, pa tudi vse, kar je v to smer nekako povezano. Jaz verjamem, da ljudje, ki imajo težave z egom, imajo močen strah, da niso dovolj. In močen strah, da jih ljudje ne bodo ocenili. Zato, ker recimo jaz vem na začetku kariere, meni je bilo toliko strah. Res, ko se je vse skupaj začelo, je bilo mislim, jaz sem ful hvaležna za vse, so se vse nagrade zgodile, koncerti, festivali, album leta, res, mislim, to je bilo za mene res veliko za nositi, ne? Ful hvaležna, ampak jaz nisem znala s tem, nisem vedela čisto točno, kaj ne zdaj s tem, pa kako se obnašati. Je res, da imaš ljudi, ki so bolj impulzivni, pa bolj agresivni in ti dajo mogoče občutek, da te bojo požrli takrat, pa imaš take, ki niso, ne. Ampak jaz sem takrat pač bila mlada, zelena in nisem vedela, kako pač se ne obnašam. In sem se začela zapirati v sebe v nekem obdobju in sem bila pa tudi malo, sem hotela distance imeti, ne čak malo, jaz prvo rabim oceniti, kaj želiš, pa zakaj, a veš, zdaj se mi je, da me bojo vsi pohopsali, ne. In verjamem, da mogoče kdo tudi misli, pa je visoko, ne. To ni bil moj namen, jaz sem bila samo v ful hudem strahu, nisem več vedela, ne, jaz kdo sem, niti kdo so pristni ljudje, kdo niso, zdaj se pa dejansko s tem več ne ukvarjam, ker guess what, najbolj važno je to, kar ti nosiš v sebi. Sploh ne moreš na druge vplivati. Ti dejansko lahko vplivaš sam nase in na svoj način dojemanja in vse, kar ti nosiš v sebi, vse se projicira navzven. Torej, jaz zdajle vem, kakšne ljudi privlačim. Točno vem. Zato, ker vem, v kakšnem kakšne so moje misli, kaj razmišljam, v kakšnem stanju sem. Točno vem, kdaj sem malo bolj ranljiva, pa da moje misli niso toliko zbrane v to smer, ki bi rada. Točno vem, da se zna zgoditi, da bom privlačila tudi spet kaj drugega, ne. Ampak generalno gledano, ne, sem na tej poti, na tej pisti in točno vem, kaj lahko privlačim, kaj lahko pričakujem. Ampak kot toliko mlad pa tega ne moreš vedeti, ne. Zato se mi zdi, da če srečam, se to zelo redko srečam, ampak če srečam koga, ki ima težave z egom, se mi zdi, ne vem, mogoče ga te stvari ne zanimajo toliko, pa ne raziskuje, samo se mi pa zdi, da kar že vsi nekako malo gremo v to smer, da malo brodimo po sebi, pa raziskujemo, pa gledamo, če zdaj tako razmišljam, to pomeni tak, razen mogoče res tisti striktno fizični, ne. Smo malo v tem času, ja. Že dolgo, no, mislim, je že od 15 leta te stvari berem, sicer rahapla sem, da so se me tudi primle tako generalno, da sem jih razumela. Ampak pomagajo tudi ful meditacije, ne, da ti najdeš sebe, svoje mesto, da ugotoviš, kdo si in kakšen je tvoj namen v tem življenju. Mislim, ali pa tudi, če ne verjameš v reinkarnacijo, ne, da sploh ugotoviš, kdo si. Da si res vzameš čas, ne? Tako so te učile mamica pa babica, da se ustaviš, si vzameš čas. Izziv je bil to velik. Ampak zdaj si našla neko tako pot. Sem definitivno. Sicer, a veš, še vedno se zgodi glih, ne vem, skozi sem vedela, jaz sem ful ognjena, jaz ne moram pomagati. Jaz še vedno včasih vidim, da me telo prehiti z reakcijo, veš. To je nekaj, kar je zapisano že dlje časa v meni in bom mogla malo prej vklopiti, preden bo telo reagiralo. Ampak, veš kaj, smo sami ljudje, učimo se, važno je pa, da imaš dober namen. In tudi to se nas ven čuti, tako si rekla. Jaz tudi mislim, da se, no.
Zdaj si žene dvakrat omenila, da si ognjevita, napolnjena z energijo in sem prav razmišljala, kaj bi rekli ljudje, če bi jih ostavili, s katero besedo bi to opisali tak. In zagotovo med njimi ognjevita, drzna, energijska bombica. Saj jaz bi tako rekla, zato ker se mi zdi, da te res vedno vidimo tako pozitivno, ful energično. Ja, mislim, sej to sem jaz, definitivno. Imam tudi drugo plat, ker sem bolj umirjena. Recimo, doma sem ponavadi zelo umirjena, zelo prizemljena, takrat se mi zdi, da tako da se grem napolniti domov, no. Tak občutek imam. Rada imam lep, urejen, stabilen dom. Se pravijo, da takšen kot je dom, taka je duša, ne? To je nekaj, kar me privlači in tukaj nimam rada stresa. Je res, da ta dom vseeno kljub temu, da je umirjen, ker sem ves čas nekako v pogonu, ne, je tak hiter, v bistvu na trenutke, se pravi, ko se odpravljam in pridem, ne, to so ponovadi hitri premiki, ampak generalno gledano doma sem jaz moja celica, tam se res spilam. Ampak mislim, da ne moremo mimo tega, da si zelo povezana z morjem. Še ko sva se prej srečali, smo že nekaj klepetale v morju, ne? In se mi zdi, da vsi vedo, da gradiš tam hišo. Ne, je že fertik. Zdaj je, ok, končana, super. Yeah. In da te res nekaj veže na ta morje. Ti to morje tudi predstavlja neko tako umirjenost? Mi. Definitivno mi. Mene ful vleče na jug, da jaz rada rečem kri ni voda, ne. Ravno včeraj sem se z mojim sestričem, no ti razumeš sestrič, ne? Ja. Savinčani, bratranci, ko boste razumeli. Sem se ravno pogovarjala, ko sem ga klicala, ko je imel rojstni dan. Pa še tako lepo ime ima Mario. Aha. Ja. In tudi on sam rekel, ne, veš, mene tudi kar vleče bolj proti uni smeri gor, ne, Zagorje pa dol proti Zagrebu pa nižje, ne. Sem rekla, lej, Mario, kri ni voda, ne. In ja, mene tudi strašno me vleče. Mene sicer še niže, jaz pač Dalmacija mi je blizu. Je pa tudi nekaj res, ne. Marsikdo se tukaj najde sigurno, zaradi tega, ker smo otroci Balkana, ne. Smo v tem nekem obdobju zadnjih izdihljajev tega, pravzaprav Jugoslavije, ne. Oziroma ta energija se še čutila, ne. Smo živeli in se mi zdi, da je lepo, da imamo še to neko zavedanje, da je to bilo in po eni strani kar malo pogrešam to, zato ker tisto obdobje je vsem bilo malo bolj ljudem prijazno, v stilu druženj, družine, stresa, splošno, ne. In ja, jaz kot otrok sem veliko časa na morju preživela, moja botra tudi ima hišo dol in valjda so bili pečeni dol in to je nekaj, kar mi je ostalo. In, a veš, prav rada se spomnim tekle, ko je zvečer, kakšna glasba, kakšni restavraciji, se spomnim, ko sem bila majhna. Veš, ko zdaj reče, ja, otrok mora iti hitro spat, tudi če je, ne vem, morje, ne. Eni so kar dosti striktni, se po svoje razumem. Ampak veš kaj? Jaz, ko je bilo poletje, se spomnim, da sem vedno na rokah oči ali pa mami zaspala in slišala vse, kar se je dogajalo. In to je bila glasba, pogovori, smeh in to ti vstane v podzavesti. In ni lepšega od tega, vsaj meni. Nek tak čar imajo ti morski večeri. In ja, in je bila res ura že verjetno 11 polnoči, ne, ko smo mi še kje v kakšni restavraciji, če smo šli na večerjo, ali pa tudi pri moji botri zunaj, ko smo bili na terasi sedeli in pač me niso ganjali spat in jaz imam ful lepe spomine na to in jaz sem tudi dejansko rojen nočni človek, ne. In kaj jaz vem, to imamo v sebi in ne vem, jaz sem to ful rada. Tako da je verjetno to eden izmed razlogov, da si se tudi za to hiško tam odločila. Ja, definitivno. Pa tudi ti ni problem skočiti za par dni tja v Dalmacijo. Ne, saj sem v bistvu zelo velik dol, razen
so obdobja, ker pač moram biti več tukaj. Ampak res ta moj otok, Dugi otok, pa Kornati, pa Zadar, pa vsi otoki okrog, no, Piškero res obožujem, se mi zdi, da če ne grem enkrat, kak je enkrat, se moram iti večkrat, ampak vsaj enkrat na let moram iti, ne. Enostavno, to je nekaj, kar pač je nuja. Zdaj vem, da to področje kar dobro skrivaš, ampak ti tudi kakšna ljubezen veže na Dalmacijo, je tudi to eden izmed razlogov? Tudi ja. Definitivno. Jaz mislim, da vse skozi neke občutke gledamo, ne. Splošno znano je že vedno bilo, da na morju se lepe stvari dogajajo, ne, in lepe spomine imam, res. Pa tudi spomnim se, da že kot otrok sem imela enega fanta nagledanega, toliko mi je bil všeč, samo on me ni nič opazil. To so bile take res lepe zgodbe in ja, morje je definitivno tak kraj, kjer se tudi ljubezni dogajajo. Tem predvidevam, da se je tam kaj začelo. Pa ne bi rekla, da začelo, no. Ampak ja, definitivno je tudi to vezano na morje. Zelo lepo. Ja. Se pa strinjam, da je življenje v dvoje lepše, tako si že parkrat povedala. Vedno je lepše v dvoje vse, ampak se mi zdi zelo pomembno, da preden greš v vezo, da imaš, da veš sam pri sebi, kje stojiš, ker tudi verjamem, tako smo prej rekli, ne, privlačiš vedno tisto, na kateri frekvenci si ti, ne. Kar oddajaš. Ja, kar oddajaš. In ne vem, zelo treba paziti, v kakšnem obdobju iščeš partnerja, po mojem. V kakem stanju si ti, to misliš? Tako, točno to, ja. To je res, ja. Ja. Pa tudi, da za nekoga prije to malo prej, malo kasneje. Ni zdaj tistega nekega univerzalnega, ko se potem nekateri ful sekirajo, ker je pa tako pozno prišla ljubezen, ne. Pa nima veze, jaz verjamem, da takrat, ko res vklopiš ljubezen pri sebi, se začne nekaj dogajati, to je vedno tako. Saj je res, da imamo ljudje različna obdobja, že astrološko, če bi šla pogledat, bi točno lahko videla, zdaj pa obdobje za to, zdaj pa obdobje za ono, ampak se mi pa zdi, no, da ko enkrat pri sebi začneš čutiti, oziroma ko začneš čutiti ljubezen do drugih, ne samo do sebe, ne. Ko res vidiš samo eno ljubezen okrog sebe, takrat se začne dogajati. Takrat si pripravljen. Ja. Zdaj mi pa povej malo, kaj pripravljaš pa na glasbenem področju. Kaj se ti dogaja, ki te lahko slišimo, kaj novega? Pa ful stvari se dogaja, itak vedno. Trenutno sem ravno v studiu, pripravljamo nove komade. Za 23. marca imam koncert ob materinskem dnevu, ki bo res tak srčen, lep, tudi kvartet Pušelj so moji gostje in osnovno šolo Dobje. Bodo z mano odpeli par pesmi. Kulturne domove imam ful rada, zato ker je to en tak intimen prostor, kjer se res lahko povežeš z publiko. Jaz itak sem znana po tem, da vedno grem med ljudi, ker ne zdržim sama tam gor, ker res bi kar vse gor povabila. Tako da se mi zdi, da to vedno eno tako druženje, res je lepo, no. In planiramo tudi več koncertov na jesen v kulturnih domovih. Potem čez poletje se bo ful dogajalo, 9.4. se vidimo tudi v Cvetličarni. Ja, veliko se dogaja, ja. Daj me spomni, koliko albumov že imaš ti zunaj? Zunaj so 4 albumi. Ravno zadnjič je bilo veliko vprašanj, kdaj bo nov album? A veš, da trenutno, da bi rekla, da ful razmišljam o tem, da bi delala nov album, ne, zato ker se tudi obdobje malo spremenilo, ne. Sicer pa že dolgo vemo, da niso v prvem planu albumi toliko po prodaji, kot so včasih bili. Jaz verjamem, v bistvu jaz bolj naredim album zato, da napovem neko turnejo, neko turo koncertov, da se v bistvu neka zgodba nova razvija, ne. Tako da bom razmišljala v prihodnje o tem, ampak še trenutno nimam nobenih takih posebnih informacij, definitivno pa se skozi dogaja ves čas.
Material za nove pesmi. Ja. Zdaj, znala si bila najprej po bolj ljubezenskih pesmih, če se ne motim. Zdaj pa je vse bolj tak tudi to uživanje življenja, bi jaz rekla, ali pa neke te pozitivne občutke, ne? Ja, a veš, marsikdo mi je rekel, pa tvoja glasba na začetku, to mi je bilo ful všeč, pa si bila taka bolj divja, pa bolj drzna, pa to ne. Tudi teksti so bili takšni, ne. Takrat mi je tudi mami pisala besedila. Fluid je bil namreč prva skladba, ki je bila na EMI predstavljena in tudi moja prva skladba, ki je bila pravzaprav najbolj poznana. In je bila nagrajena za pesem leta. Se rekla, mami, če ti ne boš več tekstov pisala, te bom... Tako da jih še piše? Zdaj neki se loteva zopet, neke stvari dela, tako da bomo videli. Dobro. Ja. Ampak samo za tebe. Ja. Je ne daš nikomor. Ne, da je ne dam. Jaz rekla, pa zakaj ne bi drugim pisala tudi, ampak enostavno, ne vem, sama rekla, da ne, so jo že spraševali. Res? Ja. Jaz mislim, da je tudi to pogojeno s tem, da mogoče rabi človeka res dobro pozna, da piše. Mogoče, ne vem. Kje sem ostala, zdaj me posabila? Ja, se pravi, moja glasba je bila včasih bolj živa, bolj divja, ampak res pač vzamete v zakup, da sem jaz začela kot najstnica. Sem že pri 21 potem imela svoj album prvi, ki je bil Rastur in sem vesela, da je bil. Potem sem se pa z leti začela malo spreminjati, kar je popolnoma normalno. Normalno, ja. In zdaj čutim popolnoma drugače, kot sem takrat, ne. In zdaj so moji teksti topli, življenjski, o življenju, o tem, kako pač jaz vidim, kako bi jaz živela življenje, da je pomembno, da si mantraš recimo zjutraj dobro jutro življenje, o tem, da poveš osebi, ki je ob tebi, da si hvaležen in da ona zna s tabo, ne. Ne vem, se mi zdi, da je res pomembno, da si iskren, pa da poješ v tistem, kar čutiš. Jaz drugače ne bi mogla. Sem že tudi zavrnala pesmi, ker nisem čutila besedila, recimo pa so to vrhunski avtorji in mi je bilo strašno neprijetno, ampak enostavno, če jaz ne moram tega izustiti, jaz to ne naredim. Ne pojem take pesmi. Res sem hotela reči tudi, da pri tebi se ta sprememba še toliko bolj vidi, zato ker lahko z nečim primerjajo, ne? Če pa ti nekdo ta človek reče, vse za sebe, če nekaj ne da ven, se mogoče potem ne spomne toliko za nazaj, ne? Ampak vsi se spreminjamo, sploh pa zdaj v nekih 20 letih, če govorimo zdaj, ne? Sigurno. Zdaj popolnoma razumljivo. Ja, sigurno. Lahko pa tudi ti sebe spremljaš, ne? Ja, je neverjetno, res. In ko razmišljam, bi šla nazaj? Ne. Ne? Tukaj je lepo zdaj. Tukaj je fajn, ja. Mislim, z nasmehom na obrazu gledam za nazaj stvari, ampak jaz vedno vse tudi gledam skozi psihološki del, ne. Kako sem se takrat počutila, a sem bila sigurna v sebe, a sem verjela vase, a sem se počutila ljubljeno, a me je bilo česa strah. In moram reči, da mi je zdaj že na 5 let mi je najlepše, kar mi je lahko res. Se mi zdi, da mogoče zato, ker sem pač toliko raziskvala sebe, ker nisem stagnirala, nisem bila zdaj, a veš, moja papi je bila vedno najbolj ponosna, rekla, jaz taka, ko sem. In mi se vedno hecamo doma, da pač to ni prav, ne, no. Tekle recimo, ko srečaš še vedno kdaj kakšne ljudi, starejše, ki so tako ponosni, ne, no to, da se niso pa nič spremenili od takrat, se pa mi vedno pohecamo, jaz taka sem, ko sem, taka, ko sem mlada, nisem se spremenila. Meni je pa nekaj najlepšega v življenju videti napredek, v katerokoli smer. Jaz sem na splošno ful nagnjena k napredku. Pač to, pa imam strelca vse, tudi v karti, da me to ful žene in imam cilje in vizije in ful imam rada, da se stvari na boljše spreminjajo, no. Karkoli že je. Ful dobro.
To je zelo lepo slišati, da že 5 let traja to obdobje, da si res srečna tu, kjer si. Mislim, se že, pravzaprav bi tako rekla, pri 30 se mi zdi, da se mi je začelo kar naenkrat odpirati, ampak to govorim čustveno, ne, mentalno gledano sem se začela čisto drugače počutiti, verjetno sem naredila nek preskok pri sebi, drugače stvari začela gledati, zdaj, da ne bo pomote, ne zdaj, da bi prej toliko drugače, ampak tako, da sem nekaj dojela. Pa ful mi je zanimivo in pa tudi ful lepo, da sem našla v življenju neko to notranjo, nek notranji občutek, da sem res iskreno hvaležna, ko pogledam, kaj s tem? Ko pogledam ven doma, ne vem, naravo, zdaj imam psičko Abo, pač v majhnih stvareh najdem veselje, to se mi zdi nekaj najlepšega. A veš, ker zdaj je obdobje, ko vsi sam hrepenijo po tem, da bi bili bogati, da bi imeli, da jim bo sosed zavidal. Ne vem, zakaj je to tako fajn, da ti sosed zavida, pač, a ni fajn, da ti prvošči, pa zakaj bi ti že gojil to misel, pa sprožil to, da ti tudi njema prvošč, pa pač tek to gre. Enostavno se mi zdi, no, da v majhnih stvareh videti lepo je pač najlepša v življenju. In biti hvaležen za to, kar je, ne tisto, kar ni, ne. Ker v zdajšnjem obdobju spet vidim določene, da se osredotočajo ves čas na tisto, kar ni. Prevečkrat, ne? Prevečkrat. To, kar ni. Kaj pa dej, a ne bi, a imaš streho nad glavo, a imaš za jest, a imaš ljudi, ki te imajo radi, a imaš službo, a imaš to, ja, imam. A ti veš, da marsikdo tega nima, pač iz tukaj izhaja. In bolj, ko si hvaležen za male stvari, večje stvari te čakajo tudi. To sem jaz na lastni koži videla. In se mi zdi to pač v življenju zelo pomembno, no, da si hvaležen. Ne zdaj, da pričakuješ, da bo pa neki ne, pač iskreno hvaležen. In tako je tudi lepše živeti. Zagotovo, ja. Pa živeti zdaj, ne, to se pa mislim, da kar vsi, odkar so socialna omrežja, pa toliko hitenja, se kar vsi malo učimo. Živeti za zdaj. To naj pa zelo veseli, ne? Ja. Zdaj za zaključek bi te pa postavila še par kratkih vprašanj, za konec. Zdaj hotel sem vprašati, ali si jutranja ali nočna ptica, ampak si to že prej malo komentirala. Ampak sem oboje. Jaz nimam težav, ne zjutraj vstati, jaz lahko pridem domov ob 3 zjutraj, jaz bom ostala ob 6, noben problem. Ja. Ampak daj pa natoknadiš potem tistih... Ne vem, pač ne vem, pride kak drug dan, ko pač noč spravim. Recimo, imela sem pa, iskreno, januarja pa sem imela veliko težavo, ker se mi zdi, da je, jaz sem imela september, oktober, november, december, je bilo noro, res noro. In se mi zdi, da januarja sem pa res kar pokliknala in sem tudi bila malo na meji, veš, ko lahko ima človek že malo depresijo, ne. Ampak hvala Bogu, jaz se znam dvignati, ne vem, pa sem meditirala, pa hrano sem malo spremenila, ker ne, v času, ko si izčrpan, jaz sem naturopatinja in točno vem, kaj moram narediti, ne. In sem se lepo potem dvignala. Takrat mi je mogoče bil malo problem vstajati zjutraj, drugače pa ne. Kaj te trenutno najbolj osreči? Pa ni samo ena stvar. Osreči me to, da sem z družino, da kam gremo, da smo skupaj. Osreči me to, da sem na odru z mojimi ljudmi, z vsemi, no, ne morem reči poslušalci, zato ko se mi zdi, da smo vsi ena taka familija, kdorkoli pride na koncert, smo pa kar povezani. Osreči me to, da sem v svoji glasbeni šoli in sem kreativna in lahko dajem otrokom, učencem, tudi starejšim, da lahko dajem tisto, kar jaz nisem imela. Osrečuje me ta občutek svobode, da imam svobodo, da lahko počnem, kar hočem. Ali obstaja kakšna misel, ki ti tako čez dan sledi? Ali pa, ne vem, da imaš kaj v misli, tak zadnji? Ja, termine. To. Pa ne vem, se mi zdi, da zdaj, ko se pomlad začenja, da me kar razganja od idej. Ful sem vedno kreativna, vse zapisujem, snemam. Tak, no.
Torej se veseliš pomladi? Ja. Je to tako, da se tudi ti odpreš? Ja, jaz sem tudi na pomlad rojena in se mi zdi, da ja, maj je moj mesec in jaz tam od marca dalje do, avgusta je tak milina meni. Tvoje obdobje. Ja. Ampak sem prišla zdaj celo tako daleč, da so mi čisto vsi meseci, januar še imam malo problem, všeč. Ker včasih je bilo pomlad, poletje, pol je bilo pa oh my god, preživela. Ampak zdaj mi je pa vedno bolj fajno. Tudi ostali meseci. Kateremu našemu ali pa tujemu izvajalcu najraje prisluhneš? Našemu izvajalcu Janu Plestenjaku smo tudi dobra prijatelja, ful ga imam rada. Ne samo kot glasbenika, umetnika, ki ga itak v bistvu vse vedno, kadar se pogovarjava o umetnosti, o glasbi, kar požiramo vse te njegove besede, res, tok se mi zdi, da se lahko človek od njega nauči, ampak tudi kot osebo. Ne vem, strašno ga imam rada in ful sem vesela, no, da smo prijatelji in da se tudi družimo tak in tudi spremljate že od začetka, ne? Ja, vse to. In to, da je dal meni možnost takrat, ko mi je napisal pesama, veš, da sem to prekrasno pesem lahko zapela, sem ful hvaležna, čeprav sem je hotela zavrniti. ampak mi ni žal res. Velikrat je zanimivo, ne, koliko on vidi, kaj je dobro zame, ko jaz ne. To je mogoče res čist z drugega objektiva pogleda, ne. Kar se tiče pa tujih, to je pa tako širok spekter, recimo, ne vem, ful imam rada Erosa Ramazzotija. Ful rada poslušam, se te smejali, opero rada poslušam. Potem rada klasično glasbo imam ful rada. Ali pa recimo jaz, ko sem na morju ali pa doma, ko sem sproščena, boš pri meni slišala samo jazz. Wow. Ali pa opero, ok. Ampak jazz cele dneve. Recimo na morju, poleti sem 2 meseca ponovadi v Dalmaciji, pa hodim na koncerte čez tedne, vikende. In je skozi pržgano samo jazz. Rainy jazz, coffee jazz, vse, you name it, vse imam. V glavnem to me ful pomerja in obožujem jazz. Drugače pa kaj bi še lahko rekla od tujih? Strašno mi je bila blizu Elisa Toffoli, no to ljudje ne bodo poznali, to je zmagovalka Sanrema, Cukero, imam tudi zelo rada Cukera, itak pa tudi hrvaška glasba. Če bi mogla enega zbrati, definitivno Petar Graš. Njega obožujem. In on to ve. Se poznata. Ja. Bo kakšno sodelovanje? Ne vem. Mogoče. Ja, mislim, ja, lej. Ti bi verjetno z veseljem. Enkrat ga je nazadnje vprašala takratna menedžerka Nina moja, če bi posnela duet, pa je rekel, če že imamo pesem, ne, pa smo rekli, ne. Rekel je, no. Oglasite se, ko bo pesem. Bomo videli, ja. Jaz sem se pa prej spomnila, ko si rekla, da si skoraj zavrnala Janu pesem, da si tudi glih zadnjič nekaj hecala, da če Alja hoče zavrnati, bo to hit. Ja. Prav, tudi pri Reju, ne, Srce za srce. Aha. Me kliče Rej, jaz sem en komad, pač je iz tvoje cone udobja, ampak daj posluši, ne, in poslušam, jaz tisti tibi, da bi, jaz pa si mislila, pa dobro, no, pa to je za milionkrat tibi, da bi, pa se reka, pa si keči sem, pa dej, a ne bom čudna izpada, ne. Pa reče, ti moraš malo drugega zornega kota pogledati. Ta komad je tok svež, tok je dober, dejansko sploh tega stila, tega vajba še ni bilo pri nas, ne. In pol enostavno, hvala Bogu, da me je Rej prepričal, ker enostavno sem bila res v dvomih. In ja, veš, ko se pa odločim, se pa 100% odločim, ne. Ampak se rabim jaz odločiti. Ja, je fajn časih, da mi kdo večkrat kako stvar pove, ni nič narobe s tem. Sicer sem hitra pri odločitvah, ampak določene stvari pa ne moram tako hitro. Rabim malo več časa. In ja, pesem leta, najbolj predvajana pesem lej, kaj češ več. Teda zdaj že malo veš, da moraš 2-krat pomisliti, preden zavrneš, ne? Ja. Ali pa 3-krat.
Mislim, se so tudi pesmi, ki sem jih zavrnila in vem, da je bilo prav, da sem jih. Vse, kar sama pri sebi pol vem, no. Zdaj se pa že poznaš. Zdaj se pa že, ja, recimo, mislim, še vedno se lahko kak fail zgodi, ampak it's just life. Tako. Za konec me pa še zanima, kaj je najlepši kompliment, kar si ga prejela, pa da se še danes mogoče spomniš na njega. Pa meni se zdi, da ti nekdo reče, rad te imam ali pa rada te imam, tako iskreno, meni je to nekaj najlepšega. A obstaja več od tega, rad te ima, se pravi celostno, ne? Ni zdaj, všeč mi je tvoja glasba, všeč si mi ti, vedno nekaj se spusti. Če pa rečeš ti, rad te imam, pomeni, da te celostno gleda in da mu nekaj pomeniš. Da si mu všeč, da pa nima veze, je to prijatelj, prijateljica, družina. Ne vem, jaz mislim, da si mogoče res premalo to včasih, no, jaz ful velikrat povem, da se že si heca. Ampak jaz iskreno mislim in povem. Pač, če si mi všeč, pa če imaš dobro energijo, ti bom povedala. A veš, zakaj bi bil kao cool, ne si ona misli, da je kao fajn, ne. Ja, pa pismo, fajna si, evo, rada te imam. Enako. Res. Zdaj sem ti že prej povedala, ne, da občudujem tvoj podcast in ja, ful všeč. In da sem ponosna na tebe, vesela zate, no, da ti gre, da ustvarjaš nekaj, kar čutiš, kar imaš rada. Zdaj pa še čustvena. Ti pa mene že tudi od malega spremljaš, glih, a veš pesem, to je pesem, katera bo vedno. Mislim, če rečeš Alja, jaz rečem a veš. A res? Ja. Zdaj sem pa jaz začela, da imamo še kjer občko. Veš kaj? Zanimivo je, ne? Vsak si po nekem obdobju zapomni nekoga. Verjetno imaš ti pol tudi s kratkimi lasmi v mislih, ne? Ja. Spet nekateri so pa, fluid, ne? Pa tisti roza lasje. Pol določena generacija spet reče, spet zaljubljena, blond, cela džins, ne? Ja, vse to sem jaz. In veliko sem slišala na slovenski sceni, ja, veš, mora biti samo tak, pa tak, pa tak. Ja, kaj pa, če sem jaz Maurica? Pač zakaj me hočete omejevati? Ne vem, da sem mogoče pretiravala Maurica, ampak zdi se mi, da je prav, da se izražaš in recimo, jaz sem pač spremljam valjda hrvaško sceno veliko tudi, ker sem tudi tam na festivalih prisotna, pa na televizijo grejem, pa radio, pa tak. Pa tudi prijatelje imam Hrvate, glasbenike, ne. In vidim, recimo, tam ni nekih takih omejitev. Doris Dragovič je nazadnje naredila eno sodelovanje, ko si vemo, ona je Sentiš, ne. Ona ima lepe pesmi za dvoranske pesmi, ne. Ampak ona je naredila z nekimi metalci, zdaj se ne bom spomnila, duet. In sem bila jaz tako se vozim v Dalmacijo in tako. Kaj? Molim, Doris Dragovič. Pol recimo isto Jelena Rozga, ne. Vsi jo poznamo, ne pijem, ne pušim, ne psujem, pa te, ne, pa te malo bolj. A ona, ko ti greš na njen koncert, ona ga reže, ona ga švasa, ona ima mesarja za bobne, to je ono noro, to je. In sem zanč ravno po radiju poslušala spet neko pesem, ki jo ima, to je bilo, sem rekla že prav, pa to ni rock and roll, to je že bilo kar malo heavy, ne? Ampak tam ni nič narobe. Če greš ti malo v eno smer, njim je to vse normalno. Pri nas pa narediš nek skok v neko smer, ki ni mogoče predvidena, je pa to že kar, čak malo, a ni zdaj ona pop, a je rock, a je, kaj pa je, vsi smo pop, ne? To je popular. Spomnim se, da sem Brit Awards enkrat gledala, ko so eni punk band so dobili pop nagrado. Aha. Zakaj? Zato, ker to je popular. Popularna glasba, ne? Tako da to je tako širok spekter in jaz ne vem, zakaj se moramo mi tako omejevati. Ja, hočemo imeti popredalčkano, ja, ne? Ja. Tako da.
Zelo dober klepet smo imeli. Ja, hvala ti. Imeli smo gor dol, vse smo imeli. Ampak ful dobro, zelo sem uživala, ful ti hvala. Jaz tudi, evo, Milo je tak, da sploh ne vem, da Milo, lej, mi da res smo konc. Ja. Wow. Mi še. Ja. Tako da, ful ti hvala. Upam, Hvala da bodo tebi. tudi najni gledalci, poslušalci uživali v tem pogovoru.